Pozdravljeni prijatelji umetniki, ne. Danes vam bom pokazal še neko drugo stran, ne. Se mi zdi zelo pomembno. Nekaj, kar vas ne bodo naučili na nobeni univerzi umetniški, in to je seveda umetniška kuhinja, ne. Artist kitchen, ne. Kako se znajti, kako priti do kvalitetnega, okusnega, polnovrednega obroka za čim manj denarja, kako nahraniti vedno prazen želodec, ne. Za danes sem se odločil, da bom pripravil nekaj zelo preprostega, za kar ne potrebujete skoraj ničesar, razen nekaj dil, lesa, ki ga najdete pač ne vem kje na kakšnem kosovnem odpadu. Potrebujete neko pečko, ki se ponavadi tudi najde na nekem kosovnem odpadu, ali pa pač, če ste v naravi, lahko pač kar tam improvizirate, ne. Potrebovali boste en ali dva srednje velika krompirja. Za njih boste v trgovini odšteli okoli 10 centov, če nimaste super mame iz kmetije, ki bi vam podarila gajbico 2, ali če niste ravno poleti pomagali pobirati krompirja, ne. To še vedno dosti ugodno. Tako da enega bom privoščil sebi, enega pa svojemu kolegu, prijatelju umetniku, ki pride na večerjo kasneje. Tako da se kar lotimo, ne. Stvar je pač zelo preprosta, ne rabimo komplicirati, ne. Vzamemo 2 krompirja, je pa zelo dober, lahko tudi brez tega. Če imate kje pri roki, če kje najdete, ne, da se ne delate dodatnih stroškov, neko alufolijo, ne. To zelo pomaga, zato da se v krompir ne pride popolnoma zažgan. Tako da, to je to, ne potrebujete nobenega noža, ničesar. Vse, kar potrebujete, je le par kosov drv, takole čudovito pečko, se ponavadi dobi na bolki ali pa na kakšnem odpadu brez problema. To pač tako, da bomo pripravili slasten, okusen obrok za mene ter za mojega prijatelja. Seveda, treba še malo počakati, ne, da se pač naredi dovolj žerjavce in nato bomo začeli s peko. Evo, takole, žerjavce smo dočakali, ne, prostor se je prijetno in lepo ogrel, ne, in veste kaj, ne, dajmo si prvošti, ne, dajmo malo biti nori, ne, bomo dali noter še en tak velik, debel krompir, ne, posebej za nas, za vas, za prijatelje, ne, tako da bomo dali noter, ne, 3 krompirčke, lepa okrogle številka, ne, evo jih, grejo noter, lepo. Ok, po dobri uri, ne, debeli naj bi bil krompir pečen, tako da ga bomo zdaj vzeli ven, postregali in se namastili. Krompir je sicer rahlo zažgan, ampak verjetno bomo še kaj dobili z njega. Prav lepo pečen, mehek, sočen krompirček. Lepo prerežemo na polovičke, četrtinke. Rahlo posolimo, pač trenutno imam samo zeliščno sol. Poskusimo tole specialiteto naših dedkov in babic. Odlično je, bon appetit. Boš probal? Ja,